Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 6:30. Danes bom pa govoril o negativnem in pozitivnem in nevtralnem. Večinoma ljudje pravijo, da je fino biti pozitiven, a ne? Bodi srečen, bodi vesel. Glej samo na dobre stvari. Ignoriraj slabo. In potem je samo pozitivno, je samo dobro in naj bi bilo to zelo priporočljivo, kaj ne? No, danes bom pa pokazal še na negativne posledice pozitivizma. Kako je to mogoče? Realnost je univerzalna. Realnost je tukaj. Vse, kar obstaja, je fizična materija, so atomi in kot že učijo tudi pri fiziki, so vsi atomi enaki. Torej, vsa materija je sestavljena iz enakih atomov. Kar obstaja, so razni kontrasti, so razne frekvence, ki nam potem dajo vtis različnih barv, različnih kontrastov. Torej, realnost je nevtralna. Vsi delčki univerzalne fizične realnosti so enakovredni. Nobeden od delčkov stvarstva ne more biti bolj ali manj pomemben od ostalega delčka stvarstva. Nobeden delček ne more biti manj ali več vreden od ostalih delčkov stvarstva. No, ljudje pa imamo oziroma umsko-zavestni sistem. In ta je ustvarjen z namenom, da v stvarstvu ustvarja konflikt. Kako ustvarja konflikt? Na ta način, da presoja stvari in deli stvari na dva pola. Na črno in belo, na pozitivno in negativno, na lepo in grdo in podobno. In ta polariziranost je privzgojena, je priučena, je subjektivna. To je naša osebna presoja. Na osnovi določenih prepričanj, verovanj, idealov, ki smo jih sprejeli v svojem življenju, začenjamo deliti to nevtralno realnost na dva pola, na pozitivno in negativno. Nekatere stvari so nam bolj pri srcu, nekatere ne. Nekatere stvari ljubimo, nekatere stvari sovražimo. In v trenutku, ko opazujemo to realnost in jo začnemo deliti na pozitivno in negativno, se ustvari v našem umu konflikt. Ustvari se trenje. In posledica tega trenja so energije, ki jih mi zaznavamo kot čustva in občutki. In zato, ko nekaj vidimo, enkrat se nam sprožijo negativne energije in čutimo negativna čustva. Jezo, sovraštvo, nesrečo, odvračanje. Spet, ko nekaj vidimo, pa se nam povzročijo pozitivne energije, pozitivna čustva, čustva sreče, ljubezni, želje, privlačnosti. In na osnovi teh polarnih definicij v našem umu postanejo energije tiste, ki usmerjajo naše življenje. In potem
Neke stvari si želimo na osnovi teh definicij, nekatere stvari pa sovražimo in jih uničujemo. In nekateri ljudje so potem seveda se odločijo biti pozitivni. Ko pogledajo določene stvari na tem svetu, vidijo, aha, na tem svetu so določene stvari pozitivne, določene negativne. Ampak, če pogledam negativne stvari, potem čutim slabe občutke. In jaz pa nikakor nočem čutiti slabih občutkov. Dobri občutki so pa prijetni in želim si čutiti dobre občutke. Torej bom ignoriral vse, kar je negativno in upošteval samo, kar je pozitivno. Rešitev, kaj ne? No, nažalost pa je to še zdaleč od rešitve. V bistvu je to celo vzrok za vse probleme na tem svetu. Zakaj? Zato, ker mi smo tisti, ki presojamo stvari in jih ločimo na negativne in pozitivne, na osnovi naših lastnih definicij. Kot sem pa že povedal, je realnost nevtralna. Če delimo realnost na negativno in pozitivno, potem ne sprejemamo določenih delov stvarstva, jih ignoriramo in s tem postanemo neživljenjski. Potrebno je sprejemati življenje tako, kot je, v celoti. Vse delčke življenja, vse delčke stvarnosti. Zato ljudje, ki se odločajo biti pozitivni, morajo stalno ustvarjati neke pozitivne definicije in ustvarjati konflikte, da čutijo svoje pozitivne energije. In s tem, ko delijo stvari na pozitivne in negativne, v sebi zatrejo vse, kar definirajo kot negativno. Kljub temu, da so taki ljudje navzven veseli, srečni, se zelo hitro razjezijo, zelo hitro začutijo, da jim nekaj ne paše, da so nekatere stvari negativne in potem bežijo stran. Taki ljudje niso zmožni stabilnega, zdravorazumskega pogovora, neke praktične komunikacije na tem svetu. Ker pozitivne energije so droga in taki ljudje so zadrogirani, so obsedeni, so zasvojeni z energijami, ki so primarna droga. Energija so temeljna droga, z katerimi se mnogi ljudje fiksajo dan za dnevom in zato dopuščajo, ignorirajo še naprej ostale delčke realnosti, ki jih definirajo kot negativne. Zato je ključno, da prenehamo deliti realnost na negativno in pozitivno in jo upoštevamo v celoti, da izberemo holistični, celostni pristop k življenju. In pogledamo, kako ta svet deluje, vidimo, da marsikdo doživlja trpljenje, pomanjkanje lakote in da ne zatiskamo oči pred negativnim, ampak se samo sebično drogiramo z pozitivnimi energijami, temveč da pogledamo, kako z pozitivizmom ustvarjamo na tem svetu negativno in kako lahko praktično spremenimo to realnost, da spremenimo delovanje zakonov, družbenih dogovorov, ki ignorirajo številne druge ljudi, ki trpijo, in da ustvarimo sistem, ki je najboljši za vse, ki zagotavlja dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja. Vabim vas, da si po tem videoposnetkom pogledate še ostale povezave do videoposnetkov, do audioposnetkov in do tiskanega gradiva, torej do blogov, ki še bolj podrobno opisujejo pogubne posledice pozitivizma. In vabim vas, da odstranite svoje polarne definicije in se uskladite z univerzalnimi, nevtralnimi definicijami, da bomo vsi
lahko živeli na tem svetu v harmoniji in izobilju. Hvala lepa in nasvidenje.